Razstavo Upor 1573-2023 so v Kulturnem domu Krško pripravili v soorganizaciji z galerijo Božidar Jakac. Je prva v nizu razstav in dogodkov, ki jih bodo izvedle sodelujoče muzejske ustanove. Skratka, konkretno tule v Kulturnem domu Krško imamo delo, fotografijo Darija Petkoviča, ki je Krčan, ki živi v Zagrebu že 30 let, ampak se v bistvu zelo obsesivno ukvarja z mitologijo kmečkega upora in s figuro Matije Gubca. Pred dobrimi 2 leti smo na pobudo kustosa Mihe Cvolnerja iz galerije Božidarja Jakca, ki se bolj neposredno ukvarja in ga nagovarja umetniška dela na temo kmečkih uporov, medsebojno povezale muzejske institucije, vse z namenom, da na dostojen način obeležimo to pomembno obletnico. Naša naloga je bila predvsem v tem, da pokažemo, da ni šel popolnoma v pozabo, da obstajajo še vedno sodobni umetniki, ki se ukvarjajo s tem kmečkim uporom in v bistvu naslavljajo to idejo upora, brezpravne raje proti oblasti. Kulturnega doma Krško kot prizorišča uvoda v projekt niso izbrali naključno. Kot vemo, je na današnji dan pred 450 leti prišla kmečka vojska sem na Videm. Videm krasi in se po Matiju Gubcu imenuje njegovo osrednjo prizorišče Trg. Tukaj stoji imeniten monumentalni spomenik Toneta Kralja, tako da smo začeli danes v Kulturnem domu Krško, nadaljujemo v ostalih muzejskih ustanovah. V Posavskem muzeju Brežice so tako odprli razstavo z naslovom Trojno gorje, kako nastane strip. 8. februarja bomo imeli tako ob 10. doma vodstvo posvečeno temu, popoldne pa od 3 naprej tudi sprehod po Sevnici, kjer so leta 1573 tudi naredili enega prvih spomenikov v Posavju. Dejansko so bili oni prvi. Razstavo Upor 1573-2023 bodo na kulturni praznik odprli tudi v galeriji Božidar Jakac. V vseh partnerskih ustanovah pa bodo projekti povezani z obletnico velikega kmečkega upora potekali celo leto. V Kostanjevici na Krki smo morali zaradi bogatega drugega programa in nekih drugih mednarodnih razstav, ki jih snujemo v letošnjem letu, nekako zagotoviti dodatne sredstva za to, da bi tako veliko razstavo pripravili. Mislim, da nam je vsaj po ustnih zagotovilih to zdaj uspelo in da bomo res poleti, najverjetneje v drugi polovici meseca julija, odprli veliko razstavo v našem največjem razstavišču na to temo in uspeli priti do nekega kataloga, ki bi tudi bil nek protokolarni izdelek same občine pravzaprav. V Kulturnem domu Krško, kot je bilo rečeno, bo projekcija kultnega filma Ana Domini in sicer konec oziroma v začetku aprila letošnjega leta. Potem sledi pedagoški program. Naše kustosinje pedagoginje razvijajo na temo kmečkega upora pomemben razstavni oziroma obrazstavni pedagoški program za vse starostne skupine. Tudi skozi pogovorne večere bomo izpostavili ta zgodovinski vidik, se pravi zgodovinska dejstva, ki so vezana na sam kmečki upor. Priprava projekta je trenutno še v zaključni fazi in ga bodo podrobneje predstavili marca na novinarski konferenci.